nakupu avtomobila oblika očitno vendarle ni tako zelo pomembna, kot nam zatrjujejo. Bil je namreč grdi raček, vesoljsko čudo in avto za klovne. Res, Nissan Leaf prve generacije je bil sicer prav fajn avto, a nikakor ne izražamo samo osebnega mnenja, če rečemo, da lep pa res ni bil. Še celo lastniki so se s tem strinjali. A kljub temu so Leafov prodali rekordno veliko. A kaj pa zdaj, ko je Leaf postal lepotec? Za zdaj kaže zelo dobro. Vsakih 10 minut prodajo en takšen Nissanov listek in to celo samo v Evropi. Je pa dejstvo, da je Leafova oblika pravzaprav odraz časa. Prvi Leaf je namreč moral biti nenavaden, saj je bilo dovolj, da je množicam zgolj obrnil glave. Ciljni kupci so bili namreč ekshibicionistični ekofriki. No, zdaj, ko je slaven, mora navdušiti tudi tiste, ki v prodajnem salonu vprašajo še kaj, kar ni vezano na pretok električne energije. Recimo, ali ga imate tudi v karavanski verziji? Seveda, to so kupci, ki od nas pričakujejo podatek, da je Leaf primerljiv z Golfom in Focusom, ker da je po občutku od njiju za odtenek manj prostoren v kabini, a bolj prostoren v prtljažniku. To so kupci, ki od nas pričakujejo podatek, da je z manj nastavljivim volanskim obročem za marsikoga glavni Leafov minus položaj za volanom. In to so kupci, ki hočejo prebrati, da Leaf samodejno ustavlja in speljuje na vzoren način. Pri obračanju volana pa smo že videli boljše performanse. Tehnične sposobnosti Leafovega pogona pa naj vam predstavimo s temi izkušnjami. Med slabo uro trajajočim sestankom v ljubljanski Kristalni palači smo s hitrim polnjenjem praktično napolnili baterijo. Baterija je nasploh tudi tako zmogljiva, da je staro domačo napeljavo obremenila za kar 12 ur. Domače polnjenje torej ne more biti samoumevno. In ko se nam je mudilo na Brnik, je 54-kilometrska avtocestna vožnja zalogo energije skrajšala za 116 kilometrov. Torej ja, elektromobilnost je tu in v vsakodnevnem življenju je lahko prav enostavna, a dolga elektropotovanja še vedno zahtevajo izredno veliko planiranja in tudi počivanja. Drugi Leaf torej vlogo promotorja zelene tehnologije opravlja še veliko bolje kot prvi. Ponuja pa tudi revolucionarno novost, ki povsem spreminja način vožnje. Zato vam jo ne želimo predstaviti zgolj v sliki in besedi, ampak tudi v praksi. Čas je torej, da pohodite Leafovo e-stopalko. V avtomobilnosti električnih avtomobilov že dolgo ne obravnavamo več kot zelo drugačne posebne avtomobile. Tudi testiramo jih na ta način. Nissan Leaf je lep primer avta, kot vsak drug avto in tako ga tudi testiramo. Ima pa eno posebno tehnično lastnost, ki pa je zelo zanimiva. Ja, in to je, da vas na nek način poskuša odvaditi, da bi pritiskali stopalko za zavoro. Vsaj prevečkrat. To je en poseben občutek, ki ga dokler ne probaš sam, sploh ne moreš doživeti. In zato vas vabimo, časa ni veliko, že v ponedeljek 24. septembra bomo imeli eno takšno testno različico, ki jo boste lahko vozili tudi vi, zato se le prijavite in vse informacije in še več izveste seveda na MMC-ju za Vihek avtomobilnost.